online testa na Adobe uporabljamo poseben sistem Respondus Lockdown Browser. Sistem si namestimo z nekaj kliki vsaj nekaj dni pred prvim pisanjem. Tekom študijskega leta skrbimo, da imamo vedno naloženo zadnjo verzijo sistema, kar lahko večkrat preverimo tako, da opravimo tako imenovani preizkusni test v predmetu tehnične informacije. Pred pisanjem moramo poskrbeti za več pomembnih stvari. Med opravljanjem online testa velja enako vedenje, obnašanje, kot če bi pisali izpit v učilnici na sedežu šole. Poskrbeti moramo, da bo prostor tih, zavarovan in dovolj svetel, ter da za našim hrbtom ne bo luči ali okna, saj bo s tem kakovost posnetka slabša. Zagotoviti moramo, da je naša internetna povezava stabilna. Ne svetujem vam brezžične povezave, saj lahko le-ta ravno tekom opravljanja online testa zataji. Obvezno moramo imeti nameščeno zunanjo spletno kamero. Spletna kamera mora biti ves čas usmerjena na nas. Pri tem mora biti v celoti viden naš obraz in zgornji del našega trupa. Prav tako kamere od trenutka vstopa v sistem ne smemo ugasniti ali prekriti. Pripraviti si moramo osebni dokument s sliko, da se identificiramo. Le v primeru, ko je to posebej dovoljeno s strani nosilca predmeta, lahko imamo zraven sebe še kalkulator, seveda ne na mobitelu, prazne liste in pisalo, v nekaterih primerih tudi gradivo. Morebitno motnjo med pisanjem online testa, kot je na primer vstop druge osebe v prostor, nenaden hrup, moramo jasno pojasniti v kamero ter se po online testu takoj obrniti na našo akademsko svetovalko. Kaj med pisanjem ni dovoljeno? Med pisanjem ne smemo imeti slušalk, mobilnega telefona, dodatnega računalnika, dodatnega monitorja, tablice in drugih pripomočkov. Poskrbeti moramo, da smo v sobi sami. Prisotnost drugih oseb seveda ni dovoljena. Od trenutka vstopa v sistem ni dovoljeno, da bi vstali, se umaknili od računalnika in kamere ali da bi zapustili prostor. V primeru kršitev izpitnega roka, online test, ki ga bomo oddali, ne bo veljaven in bomo za njega prejeli negativno oceno. Zato je pomembno, da pravila dosledno upoštevamo. Zelo natančno so ta pravila zapisana v dokumentu Navodila za opravljanje online testov oziroma izpitov, ki so objavljena v predmetu Pomembne informacije. Pokazala vam bom, kako se pravilno identificiramo pred online testom. V online test vstopimo torej preko posebnega sistema, ki smo ga prej naložili na svoj računalnik s svojim geslom za študij. V učnem okolju poiščemo predmet, pri katerem moramo opravljati online test. Po vstopu v okolje online testa enostavno sledimo korakom, skozi katere nas bo sistem vodil sam. Šele ko bomo opravili vse identifikacijske korake in bomo zagnali online test, se nam bo začel odštevati čas predviden za pisanje online testa. Pri tem pazimo, da v online test vstopimo zmeraj v času, kot je naveden v navodilih. Torej ne pred časom, ki je naveden. Hkrati pa pazimo, da vstopimo v online test vsaj 15 ali 20 minut pred časom zaključka vstopa, da lahko v miru opravimo vse postopke identifikacije. Takoj po zagonu sistema bo le-ta od nas zahteval potrditev pogojev uporabe sistema in nas vodil do tistega mesta, kjer bomo morali pričeti z identifikacijo. Seveda svetujem, da vse zapise skrbno preberete in jih sproti potrjujete. Gre za informacije o online testu in osnovna pravila uporabe sistema. Sledi preverjanje delovanja naše kamere. Za pravilno in nemoteno delovanje online testa je nujna nastavitev in delovanje izključno zunanje kamere. Sistem bo zato od nas zahteval potrditev, da naša kamera deluje tako, da vidimo svojo podobo v za to namenjenem mestu. Nato bo sistem od nas zahteval potrditev, da nam deluje mikrofon, tako da ga testiramo s snemanjem kratkega posnetka. Sledijo navodila in nasveti, ki jih sistem prikaže samodejno. Sledimo navodilom in vsak zapis potrdimo. Po teh nasvetih moramo napraviti posnetek našega obraza tako, da je naš obraz zajet s pogledom v kamero. Čaka naša identifikacija z osebnim dokumentom s sliko. K kameri približamo naš osebni dokument s sliko tako, da je jasno razvidna naša slika na dokumentu, kot tudi naše ime in priimek.
Šele, če so podatki dobro vidni, posnetek osebnega dokumenta potrdimo. Postopek lahko večkrat ponovimo, dokler slika ni dobro vidna. Sedaj je čas, da posnamemo okolico našega računalnika in prostor. Obvezno moramo narediti posnetek neposredne okolice računalnika, torej levo in desno od njega, pred in tudi za njim. Posneti moramo tipkovnico, pod tipkovnico oziroma pod prenosnikom, monitor, torej celotno površino našega delovnega okolja v obsegu 360 stopinj. Kamero moramo premikati počasi in hkrati na ekranu spremljamo, kaj in kako snemamo. Ko bomo prenehali z snemanjem, preverimo posnetek. Če je posnetek jasen in je okolica računalnika jasno vidna, prav tako pa je na njem vse, kar moramo obvezno posneti, posnetek potrdimo. Če posnetek ni jasno viden, moramo posneti okolico računalnika še enkrat. Skoraj smo pri koncu. Sledimo še nekaj naslednjim korakom in pripravljeni smo za vstop v online test oziroma izpit. Vkolikor smo vse postopke in korake dosledno upoštevali, bo online test pregledal učitelj in ga ocenil. Vkolikor ne, se nam online test ne prizna. V primeru kakršnihkoli vprašanj ali dilem vam svetujem, da se pravočasno pred reševanjem online testa obrnete na akademsko svetovalko in se z njo posvetujete. Želim vam uspešno opravljanje online preverjanja vašega znanja.